Nekoč je v vasici ob velikem gozdu živela deklica Zala. Bila je prijazna, razigrana in zelo radovedna. Vsak teden je obiskala svojo babico, ki je živela na drugi strani gozda. Pot do nje je bila preprosta in Zala jo je dobro poznala, ali pa je tako mislila. Nekega jutra se je odpravila na obisk, ko je zagledala nekaj nenavadnega. Pot, ki je bila vedno enaka, se je razcepila na 3 nove poti. Ena je vodila v temen gaj, druga na hrib, tretja pa v cvetočo ravnico. Zala je obstala. Katera je prava? Nikjer ni bilo oznak, nihče ji ni mogel svetovati. To je bila odločitev, ki jo je morala sprejeti sama. Izbrala je pot po cvetoči ravnici, ker je bila najlepša in najbrž tudi najlažja. A kmalu se je začela zoževati. Nato zaraščati, dokler ni postala tako ozka, da je Zala komaj šla naprej. Trnje jo je popraskalo, cvetovi so uveli, pot je izginila. Izbrala sem narobe. Zala je hotela obupati, a vrniti se ni mogla. Pot se je zaprla za njo, kot da bi gozd rekel: naprej ali nikamor. Odločila se je za naprej. Prišla je do hriba, kamor je vodila druga pot. Bil je strm, poln kamenja. Pri vsakem koraku je zdrsnila, a se je pobrala. Bila je utrujena in malo prestrašena, a hkrati nekaj znotraj nje je žarelo. Če grem naprej, bo vseeno boljše kot obstati tukaj. Na vrhu hriba je srečala starega moža, ki je nosil na hrbtu težek tovor drv. Zakaj greš sama po taki težki poti? Ker sem šla najprej po napačni poti, zdaj pa poskušam najti pravo. Napačne poti so tiste, ki nas največ naučijo. A vedeti moraš to. Vsaka pot nekam pelje. Tudi tista, ki se zdi napačna, ti lahko pokaže, kdo postajaš. Zala je razmišljala o njegovih besedah, ko je nadaljevala pot. Pot ni bila lahka. Bilo je blato, korenine, temni kotički, a vsakič, ko je želela obupati, se je spomnila njegovih besed.